Evangelija po Janezu. Slava tebi, Gospod. Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: Ko pride to lažnik, ki vam ga bom poslal od Očeta, Duh resnice, ki izhaja od Očeta, bo on pričeval meni in tudi vi pričujete, ker ste od začetka z menoj. Še veliko vam imam povedati, a zdaj tega ne bi prinesli. Ko pa pride on, Duh resnice, vas bo uvedel v vso resnico, ker ne bo govoril sam od sebe, temveč bo povedal, kar bo slišal, in oznanjal vam bo prihodnje reči. Poveličal me bo, ker bo iz mojega jemal in vam oznanjal. Vse, kar ima Oče, je moje. Zato sem vam rekel, iz mojega jemlje in vam bo oznanjal. Poslušali smo Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Dragi bratje in sestre v Kristusu, v prvem berilu smo slišali opis binkošnega dogodka, ki je prvo pozornost namenil zunanjim znamenjem, saj je nenadoma nastal z neba šum, kot bi se bližal siloviti vihar. Potem pa so se prikazali jeziki, podobni plamenom. In potem pride opis k samemu bistvu binkošti, ki se sicer ne vidi, tudi ne otiplje in se ne sliši, a vendar se zgodi. Vsi so bili napolnjeni Svetim Duhom. Zgodilo se je tisto, kar je Jezus obljubil apostolom. Pride to lažnik, ki vam ga bom poslal. Apostoli so torej prejeli obljubljenega tolažnika. Bili so krščeni Svetim Duhom, kar je zanje pomenilo, da so doživeli neustavljivo izkušnjo Božje ljubezni. O tem beremo tudi pri apostolu Pavlu, ki je zapisal, da je Božja ljubezen izlita v naša srca po Svetem Duhu, ki nam je bil dan. In zato more biti za vsakogar prvo spoznanje, ko je deležen obilnih darov Svetega Duha, prav resnica, da ga Bog ljubi z najnežnejšo in neskončno ljubeznijo. Iz te Božje ljubezni potem sledijo vsi drugi učinki, ki se morajo prepoznati in še bolj izkušati pri tistem, ki je napolnjen Svetim Duhom. Apostol Pavel nam odpira oči, na kaj moramo biti pozorni, česa se moramo varovati, da ne bi postavljali ovir Svetemu Duhu. Zelo jasno opozori, kaj so dela mesa, kaj so učinki življenja brez Svetega Duha in zavračanja Božje ljubezni. Nečistovanja, nesramnost, razuzdanost, malikovanje, čaranje, sovraštva, prepredljivost, ljubosumnost, jeze, častihlepnosti, razprtije, strankarstva, nevoščljivosti, pijančevanja, žretja in kaj je še takega. A hkrati nam pove, kaj so sadovi duha in za katere se mora kristjan prizadevati, če res pripada Jezusu Kristusu. Ti sadovi so ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost in samoobvladovanje. Če ocenjujemo današnjo družbo, potem ni težko dati, žal, oceno, da prevladujejo sadovi mesa, oziroma so zelo glasni in odmevni. Vendar je to samo delna resnica. Potrebno je namreč, da smo pozorni tudi na rahel šepet, kakor se je nekoč Gospod razodel preroku Eliju, da so vendar med nami sadovi duha. Resnica je namreč, da Sveti Duh deluje in pušča svoje blagoslovljene sledi.
Morda so te sledi res manj zaznane, vsaj na prvi pogled, ker je pač bučnost sadov mesa močnejša in ima za seboj tudi ogromno reklam vseh vrst, a vendar te sledi so med nami in jih je bistveno več, kot si mi sploh mislimo. Res pa je, da jih bo mogoče odkriti in videti le z očmi poglobljene vere, utrjenim upanjem in gorečo ljubeznijo, za kar pa je treba pogosto moliti in prositi. Pridi, pridi, Sveti Duh, iz nebes na nas razli svoje luči, svetli si. Dragi romarji, skupaj z Marijo, ki jo na tej gori častijo že več stoletij, goreče in vdano prosimo, naj se tudi danes obnovi Jezusova tolažeča obljuba. Prijeli boste moč, ko bo Sveti Duh prišel nad vas in boste moje priče. S pomočjo Svetega Duha, njegovih sedmerih darov in po Marijinem zgledu postanimo in bodimo iskrene priče Jezusa Kristusa v svojem času in prostoru. Sprejmimo Jezusov evangelij in ga živimo v vsej polnosti, ne glede na okoliščine življenja, saj vendar za vsak, kar velja Jezusovo opozorilo. Vsakega torej, ki bo priznal mene pred ljudmi, bom tudi jaz priznal pred svojim očetom, ki je v nebesih. Naj se naše pričevanje za Jezusa ne začne in konča v občestvi verujočih, le za zaprtimi vrati ali morda samo v času romanja, ampak naj se vsej iznajdljivosti razodeva v okolju, ki je Kristusu žal nenaklonjeno in odklonilno. Naj po nas in z nami Jezus ponovno postane navzoč v naši družbi in v javnosti, saj vendar ni mogoče nikdar in nikoli od nikogar drugega pričakovati prave svobode in resničnega odrešenja. Obljube lažnih prerokov in samooklicanih odrešenikov bodo prej ali slej postale prah in pepel, saj od laži kaj drugega ne more ostati. To nas zelo dobro uči zgodovina, če le hočemo videti, slišati in se kaj naučiti ob vseh materialnih in duhovnih pogoriščih, ki so jih sovražniki Boga pustili za seboj. In prav zato in zaradi prihodnosti našega naroda in zaradi lepot raja pod Triglavom je potrebna danes prošnja, ki jo je pred desetletji zapisal in zapel skladatelj in pesnik Kidmovec. Marija, ti pomagaj nam, vse Slovence k Bogu dvigaj, vero v srcih jim prižigaj. Marija, le ti pomagaj nam. Amen. Izpovejmo vero. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in enega Gospoda Jezusa